Gledali si bomo, kako v programu Paint.net narediti en čist tak kratek in zabaven mim. Torej, če boste izdelali mim, naj ne bo žaljiv do sošolcev, učiteljev ali drugih oseb, ki jih poznamo, naj bo nekaj takega splošnega, zabavnega in na koncu bomo tudi ogledali si izdelke eden od drugega. Pa poglejmo za začetek, kako poiskati slike. To naredite preko Googla, recimo, da vpišete iskalne pojme, greste pod sliko, izberete neko sliko, recimo, kaj se vem, da je tole tale slika, ki jo želim shraniti, dam desni klik in izberem shrani sliko kot. Tako lahko shranite pač neko sliko na računalnik, to verjetno že poznate. Bolj pomembno je tisto, kar se da narediti znotraj programa Paint.net. Gremo na datoteka, odpri, ter poiščemo našo prvo sliko. Recimo, prva slika je, ko se začne pouk na daljavo. Recimo tukaj pač, dajmo reči, da nismo najbolj zadovoljni. Ta druga slika, bomo še enkrat na datoteka pa odpri, je pa slika, recimo, ko se vračamo nazaj v šolo. Vidimo, da je ta druga slika veliko večja od prve slike in če jih želimo združiti, potem mora biti višina teh dveh slik približno ista. Zdaj, kako pogledati višino in širino? Dajmo si pogledati najprej na primeru manjše slike. Tukaj pogled je 100%, dajte pogledati res, da imate povsod pogled 100%, da takoj ugotovite, katera slika je večja. Gremo torej na manjšo sliko, izberemo slika, velikost in tukaj imamo širino in višino. Vsaka slika je sestavljena iz slikovnih točk. Več, ko ima slikovnih točk, bolj je kvalitetna. Opozarjam vas, da če zmanjšate sliko in potem shranite zadevo ter naknadno povečate sliko, ne boste povečali kvalitete slike. Torej, lahko zmanjšujete sliko, nikakor pa ne povečevati slike, če jo hočete javno objaviti in da hočete, da bo še zmeraj dovolj kvalitetna. Torej, naša višina je 324, to si bomo zapomnili. Gremo na večjo sliko, gremo še enkrat na pač slika in velikost, ter tukaj višino spremenimo na 324. Torej, približno si zapomnimo, koliko je tudi širina, približno 2x6 bomo rekli, ohranite razmerje stranic, tukaj je veliko stiskanja, tega zdaj se ne bomo spreminjali. Če bi slučajno tiskali, je fajn tudi ločljivost spremeniti. Torej, ločljivost je vedno, koliko pik lahko na en palec prikažete in recimo pri tiskanju je cirka 300 pik na palec ali pa še več. Tole bo za nas čisto dovolj, ker je objava na spletu. Pritisnemo OK, vidimo, da se je slika pomanjšala. Zdaj pa kako združiti dve slike? To bomo pa pokazali tako, da bomo odprli nov projekt. Pritisnemo datoteka, novo. Povemo, kakšna bo risalna površina oziroma ozadje naše slike. Rekli smo, da višino ohranimo na 324, to so te mere te velike slike, širino bomo morali pa povečati. Dajmo reči za začetek 1200, to je približno dvakratnik ene slike, pritisnemo OK, se pravi, imamo tole širino. Če želimo, recimo, vidite, tukaj na vrhu imamo različne projekte in klikam po njih. Če želimo, recimo, prvo sliko skopirati, najprej pritisnemo kombinacijo Ctrl+A, da označimo celotno sliko, začne takle obroba utripati, pritisnemo Ctrl+C za kopiranje, se postavimo v končno ozadje, pritisnemo Ctrl+V, da prilepimo zadevo in prva slika je notri. Drugo sliko bi pa radi dali vzporedno s tem, tako da izberemo tole, pritisnemo Ctrl+A ter Ctrl+C, da se kopira zadeva. Priporočam, da odprete desno spodaj pri plasteh novo plast. Če slučajno pride do kakšnih težav, boste imeli zadevo na novi plasti in boste lahko plast komot pobrisali. Pritisnemo Ctrl+V. Kaj se zgodi? Slika je ena čez drugo. Ni nič narobe, kajti to sliko lahko s tem križem zagrabimo in premaknimo na želeno mesto. Dajmo reči, da bo takole zadevo približno na sredini. In zdaj smo recimo zadovoljni s tem, kar vidimo. Zdaj moramo dodati samo še napis. Če želimo napis na tej obrobi dodati, moramo iti na orodja, poiskati te kot tekst oziroma besedilo. Na vrhu lahko izberemo velikost besedila, bomo rekli, kaj sem 36, dajmo reči, da bo tudi krepko. Od spodaj izberite barvo, ki bo kontrastna na ozadje. Če želimo recimo tukaj pisati, se nam nič ne prikaže. Zakaj? Zaradi tega, ker je izbor še vedno na desni sliki. Torej, prekličimo izbor tako, da pritisnemo tipko Escape. Tako, izbor se je zdaj končal, ne utripa več tale desna slika, pa poglejmo, če bo sedaj besedilo vidno. Se pravi, recimo napišemo neko besedilo. Pri meni je besedilo preveliko, zaradi tega bom velikost naknadno še popravil, zaradi tega pazite, da ne klikate stran iz tega,
ampak v bistvu samo takole naredite. Če želite recimo skočiti v novo vrstico, boste dali Enter in tukaj, če želite sredinsko poravnavo, imate na vrhu tudi sredinsko poravnavo. Da pa premaknete besedilo, imate tale križ, ga zagrabite in prenesete besedilo nekam, kamor vam zadeva ustreza. Pa dajmo dodati še končno besedilo. Tukaj vidimo, da je besedilo preveliko, zaradi tega bom pritisnil vmes Enter, da skočimo na vrstico, ga takole premaknem na ustrezno polje, recimo sem, in dajmo reči, da je zadeva zdaj dokaj v redu. In zdaj moramo v bistvu samo še shraniti to sliko. Ko boste shranjevali, shranjujte kot JPEG, pri tem boste videli, kaj se zgodi s plastmi, se pravi datoteka, shrani kot. Izberemo torej dve stvari imamo. Če sam projekt shranjujemo, potem vedno shranimo v PDF. To pomeni, da lahko ta projekt kasneje še popravimo, če smo se kje zmotili. Če pa recimo mi želimo shraniti sliko, potem pa obvezno tukajle pod formati od spodaj izberemo recimo v tem primeru JPEG format, ki je najbolj pogost format za, bomo rekli, objavo na spletu. Zakaj je JPEG tako priporočljiv? Vsebuje kompresijo, kakovost lahko malenkostno zmanjša, ampak velikost se pa pri tej kompresiji veliko zmanjša in s tem v bistvu lahko hitreje odpiramo slike, če so manjše na spletu. Pritisnemo OK. Program nas vpraša, res želimo sploščiti to, ker smo prej shraniti projekt kot PDF, se ne bomo veliko sekirali, pritisnili splošči in zdaj imamo tukajle, vidite, tole končno sliko. Se pravi, ostale slike ne shranimo zaenkrat, sedaj bi rad samo še enkrat pokazal razliko torej med PDF projektom in pa JPEG sliko. Bom odprl oboje v paint.net, da dam desni klik za odpiranje uporabi in izberem paint.net. Torej vidimo, da če shranimo kot JPEG, imamo samo eno ozadje, en sloj. Ne moramo manipulirati s plastmi, kar je pomanjkljivost tega. Zaradi tega vedno dajte prej shraniti sliko v PDF projekt. Torej vidimo, da tukaj imamo pa še originalne plasti, tekst in tako bi lahko manipuliral zdaj in spreminjal posamezne sloje. Zdaj tega ne bom naredil. Vse, kar morate narediti, je, da v spletno učilnico oddate torej JPEG sliko, torej še enkrat opozarjam, format naj bo JPEG, in potem bojo 3 naključni učenci ocenili vaš izdelek.